Ja, zdaj je bil kar nekaj časa premora. V bistvu še vedno sem bil v pogonu kajakaškem, ker sem bil kot trener malo okoli do 23 let, pa potem na mednarodnih tekmah v svetovnem pokalu, pa v Pragi še enkrat. Počutim se v redu, prejšnji teden sem imel malo težav z zdravjem, ampak mislim, da bo vseeno v redu. Tekma sem potrudil po najboljših močeh, zdaj kar gre spet. Imam dobre občutke, pa bomo videli, kako se bo razpletel. Dobre vožnje. Vem, da sem med najhitrejšimi, da lahko segam po največjih mestih. Moraš imeti pa tudi malo dober dan, mora se prav razpletiti stvari, tako da jaz upam, da bom v finalu, pa da bom dobro tam visoko. Ja, jaz upam, da bo še kak sladek. No. Zdaj zadnje par let, zadnjih par izved svetovnega pokala pa Evropskega prvenstva lani, tlele se na koncu ni glih najbolj išlo po mojih željah. Tako da je cajt, da malo to obrnemo in da pridem spet v cilj zadovoljen, kot sem že včasih prišel. Ja, bil sem v bistvu doma, no. Nisem šel, imel sem plane priprave v tujini, ampak pol se nisem odločil za njih, sem bil rajš doma, preživel cajt z družino, vse konc koncev pač treninge moraš delati, ne glede na to, kje si, se pač prilagodi situaciji. Vmes sem bil tudi tle na kajakaškem taboru za mladino, tako da sem še tukaj malo pomagal in ja, mi je bilo v bistvu užitek, no. Je bilo kar luštno te 2 meseca. Res je, zdaj je zadnje 3 tekme, najbolj pomembne, domači taci, svetovni pokal, seveda velike ambicije, velike želje, potem finale svetovnega pokala v Augsburgu in pa svetovno prvenstvo v Avstraliji. Res ni bilo neke velike pauze celo poletje, v bistvu sem tekmoval mladinsko svetovno, mladinsko evropsko, še državno prvenstvo prejšnji vikend. Vse je bilo zelo uspešno, zelo uspešen trening camp v Bratislavi, sem imel en teden v Bratislavi, je bilo tako zelo dobro, tako da ja, jaz sem kar dobro pripravljen, mogoče sem rahlo preveč treniral, ampak to bomo videli čez vikend, če se bom uspel malo spočiti in ja, to je v bistvu zdaj edina spremljivka, ki še je in ja, vse ostalo je ready. Ja, to je res najlepša tekma, tekmovati doma pred domačimi navijači, mislim, da se jo vsi res veselimo. Jaz si želim enih lepih voženj, mogoče tako kot sem stopnjevala to sezono, pa čutim, da sem nekako najdla dober ritem na vodi, si želim to ohraniti in predvsem uživati. Mislim, da ne bi govorila rezultatsko, ampak če uspem najti ta svoj ritem na vodi, ki sem ga začutila mogoče v zadnjih tekmah, bom zadovoljna. Ja, res je, moja sezona do sedaj je neverjetna, boljša, kot bi lahko si želela in pričakovala. To mi da sigurno dodatno samozavest in motivacijo in v bistvu po Solkanu sem si bolj malo premora vzela, zato ker sem si toliko nekako želela iti nazaj v ta trenažni proces, še nadgraditi svoje znanje, svojo pripravljenost. Tako da sem naredila zelo dober trening camp v Bratislavi in potem tudi tukaj doma v Dacnu. Zdaj pa sem malo umirila svoje telo, se malo spočila, tako da se mi zdi, da sem dobro pripravljena in če bom nekako umirila tudi svojo glavo, šla na štart samozavestno, se mi zdi, da si želim pokazati res dobre vožnje in z njimi se mi zdi, da lahko sežem tudi po medalji. Ja, malo več programa manjka kot prejšnja leta, ker še v kajaku tekmujem. Ja, na domači progi je itak vedno najlepše tekmovati, sploh če je dobro vzdušje, veliko gledalcev. Si pa želim, ja, čim bolj odtekmovati svoje tekme in čim boljši rezultat. Zdaj glih neka forma, ne vem še točno kakšna je, bomo sproti videli. Z Bratislavo sem zadovoljna, ker sem tudi zmagala, pa sem imela dobre priprave. Pa smo bili malo doma, v Augsburgu smo šli tudi na priprave zaradi zadnjega svetovnega pokala in ja, ful sem ponosna na se, da sem zmagala to državno prvenstvo. Se mi zdi, da sem dovolj potrpežljiva, da bom počakala, kako se odziva moje telo na trening, da bom probala čim bolj verjeti v sebe in bomo videli, kako bo. V bistvu samo prikazati dobre vožnje, jaz vem, če sem sposobna, dokazala sem si že v tej sezoni, da sem sposobna se uvrstiti v finale, da sem sposobna imeti lepe vožnje. Nisem še naredila koraka naprej, ampak to je potrpežljivo verjeti v svoje delo in to je to.
kakor sem rekel, državno prvenstvo mislim, da je pokazalo tisto, kar sem delal celotno poletje. Pač res, da je bilo pestro poletje, no, pač sem se tudi veliko družini posvetil, ampak treninge nisem dal na stran in se pač kar se da dobro pripravil na drugi del sezone. No. Seveda sem v dobrem položaju tudi za priti na stopničke v skupnem seštevku, tako da naslednji 2 tekmi bosta odločilni, ne? In prav tako pač pole svetovno prvenstvo v Avstraliji. Tako da jaz mislim, da sem dobro pripravljen. Tacen je vedno malo več pritiska, no? Pač domača proga, moraš oziroma upaš, da si dovolj pripravljen, ampak na koncu pač je proga taka, da te lahko v vsakem trenutku kaj preseneti in moraš popravljati, tako da, ampak zadnji treningi so pokazali, da sem dobro pripravljen in zato gram samozavestno na tekmo. Ja, res je, meni je zmeri zelo lepo nastopati doma na domači tekmi svetovnega pokala in pred domačo publiko, kjer te vedno nekako čutiš ta support s tribun. In ja, želje so visoke po dobri uvrstitvi. Najprej si želim uvrstiti v finale, potem pa tam jasno boriti za najvišja mesta. In zaenkrat občutki so dobri, jaz sem precej energije zdaj v zadnjih tednih posvečal treningu tukaj doma na domači progi in bom probal to nekako izkoristiti, te svoje dobre občutke in probati sestaviti dobre vožnje. Ja, v bistvu se zelo veselim te tekme. Pred 2 leti je bil to moj prvi svetovni pokal, tako da sem vesela, da sem zdaj nazaj. V nedeljo bo sigurno spektakel in komaj čakam, da lahko pokažem, kaj vse znam. Želim si, da bo čim bolj razburljiva tekma in da pridem čim prej. Ja, v bistvu pripravljal se nisem nič drugače kot pa na Evropsko prvenstvo. Želje imam pač pokazati čim več, tako sem imel tudi željo isto v Solkanu, pa se na koncu dobro išlo. Tukaj je pa le članska tekma, pa bomo videli, no, kako bo, ampak se bomo potrudili. Solkan ima kar precej veliko ravnine, ne. Tukaj je pa vseeno malo za vid, tako da je treba mogoče malo manj, da po domač povedano žgati ravnini. Lahko malo z vodo peleš, ampak načeloma stvari so kar nekaj podobno. Definitivno malo, no. Saj imam pred vsako tekmo, recimo svetovnim pokalom, neki treme. Tle je pa mogoče še kanček več, ker vem, da bo prišel še kakšen znan obraz pogledati. Najprej definitivno narediti suvereno vožnjo v kvalifikacijski fazi, da se potem lahko uvrstim naprej v izločilne boje. Potem pa bi lahko rekel, da se lahko vse zgodi in se potem kasneje prilagajati na situacije in tako mogoče priti še kakšno rundo naprej.